Danes v Pomurskem dnevniku ob napovedanih protestih kmetov. Zdravniška napaka. Osebna kartica zdravil. Odziv na stavko upravnih enot. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ob napovedanem protestu kmetov so se oglasili tudi predstavniki kmetijskih organizacij in jasno poudarili, da se razmere na podeželju ne izboljšujejo, temveč zgolj poslabšujejo. Težave se kopičijo, kot poudarjajo, vse to pa zagotovo ne vodi k temu, da bi se mladi odločali za kmetovanje. Protest bo organiziran 19. marca, organizatorji pa na ta dan vse pozivajo v Ljubljano, kajti kot rečeno, odločevalci so v prestolnici. Kmetje sicer napovedujejo miren protest. Zbiranje kmetov bo po napovedih potekalo 19. marca ob 10. na Trgu Republike v prestolnici. Sledila bo vožnja s traktorji, protest pa se bo odvijal do 14. ure. Po besedah predsednika sindikata kmetov Slovenije v Ljubljani pričakujejo okrog 2000 traktorjev. Krožijo pa govorice, da naj bi se protestniki zbirali tudi v drugih krajih po državi. Kmetijske organizacije, ki stojimo pred vami, smo se odločili, da kljub naporom Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za naravne vire in pa ostalih nismo zadovoljni z pogajanji oziroma z intenzivnimi pogajanji, ki niso rodile sadov. Ministrstvo za kmetijstvo zahteve kmetov jemlje resno, ker pa so se težave nakopičile, poudarjajo, da jih ne gre rešiti naenkrat in takoj. Na ministrstvu še izpostavljajo, da je ključno medsebojno sodelovanje. Zahtev je sicer kar nekaj, 7 od teh je prioritetnih. Ena od zahtev je umik obdavčitve OMD, ki se nanaša na 45 000 hribovskih kmetov. To je velika številka, veliko kmetov, predvsem pa veliko kmetij, ki obdelujejo res hribovite, strme kmetije in tukaj ni dohodka, ni prihodka. Zahtevajo pa tudi zmanjšanje odstotka pristojbine za gozdne ceste. Glejte, gozdne ceste vzdržujemo ponavadi kmetje, pa nekaj malega zavod za gozdove oziroma občine. Uporabljamo jih pa vsi občani, vsi državljani. In ni pošteno, da smo prišli iz 1,5 milijona v 10 letih na 7 milijonov pobranega denarja iz strani lastnikov gozdov. Druga pomembna točka je gradnja vodnih zadrževalnikov. Kmetje, kot rečeno, ne nasprotujejo protipoplavnim ukrepom. Vendar smatramo, da je treba imeti izredno dober odnos, da se treba s tresočo roko vključevati pri načrtovanju suhih vodnih zadrževalnikov, kateri bi seveda izgubili ogromno količino najboljše kmetijske zemlje. Na tem področju se sicer predstavniki kmetov dogovarjajo z ministrom za naravne vire in prostor in drugimi. Ključna zahteva pa je, da se preveri, kaj bi tovrstno načrtovanje pomenilo za posamično kmetijo. Stvari se sicer rešujejo dobro, dodaja Žveglič, a imajo še nekaj sklopov težav z zadrževalniki. En sklop je tistih suhi vodni zadrževalniki, kateri so že umeščeni v prostor, in seveda drugi tam, ki se seveda šele umeščajo. Prav tako se težave beležijo tudi na področju subvencij, ki še vedno niso izplačane. In s tem, ker tega ni na kmetijah, se tudi izjemno zvišuje tveganje, da bo proizvodna kapaciteta naših kmetij padla. Zahtevajo takojšnja izplačila in zavezo, da bodo izplačila v naslednjem letu redna, roki pa jasni. Izzivi se pojavljajo tudi na področju kmetijskih okoljskih podnebnih ukrepov. Kmetje so namreč z investicijami pristopili k tem ukrepom, zato zahtevajo dovolj denarja za celo strateško obdobje, možnost pristopa novih kmetij in pa tudi, če se na kmetiji obseg poveča, da se tudi te površine vštejejo v ta okoljski ukrep. Kot je bilo rečeno, mnogo kmetij svoja vrata zapira ali pa zmanjšuje svojo proizvodnjo. Vse to pa zagotovo ne pripomore k temu, da bi se mlade prepričalo, naj ostanejo na podeželju. Pričakovanja so torej jasna. Izpolnitev vseh zahtev ali protest. Vkolikor pa bo ostala samo kakšna zahteva ne do konca dorečena ali pa da bomo rabili še kakšen čas za dogovor, potem seveda ga bomo pa zamrznili. Kot še sporočajo, je takole od vlade odvisno, ali protest bo.
Kmetje in predstavniki so sicer še vedno odprti za pogajanje. Kljub napovedi protesta pa pričakujejo, da bodo do petka dosegli določene napredke glede zahtev. Nedavno izvedeni strokovni pregledi v Ptujski bolnišnici in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so razkrili več pomanjkljivosti v obravnavi pacientke, ki je umrla zaradi srčnega zastoja po komplikacijah, ki so sledile zdravljenju vnetja žolčnih poti in odstranitvi žolčnika. Poročila nadzorov navajajo, da so na Ptuju pacientko najprej namesto na operacijo napotili k osebni zdravnici. Ob poslabšanju stanja pa zdravnica v mariborskem UKC ni ustrezno diagnosticirala septičnega šoka. Mož pokojne pacientke je leto in pol od začetka strokovnih nadzorov v Ptujski in mariborski bolnišnici dobil potrditev, da je pri zdravljenju težav njegove žene zaradi žolčnih kamlov prišlo do več nepravilnosti. Nekaj vrste priznanja zdravnikov, da so bili te zdravniške odklone narejene oziroma te napake. S tem, da moja želja je, da dejansko odkrijemo še ostale, ki so oziroma se tudi opredelijo do njih, da dobim celoten zapisnik. Takrat 49-letnici so oktobra 2022 trikrat odstranjevali žolčne kamne. Strokovni nadzor v Ptujski bolnišnici je pokazal, da bi morala še na operacijo žolčnika. A namesto, da bi jo naročili na pregled pri kirurgu v 7 dneh oziroma določili datum operacije, so jo odpustili strokovno neustreznim navodilom redne kontrole pri osebni zdravnici. Po nekaj tednih se je stanje močno poslabšalo in pacientko so prepeljali v UKC Maribor, kjer pa 2 dni pred smrtjo zdravnica ni prepoznala septičnega šoka. Namesto v enoti za intenzivno nego so bolnico zdravili le na navadnem oddelku, kjer je tudi umrla. Za razliko od Amerike, kjer imajo možnost zavarovati zdravniški zaplet, tega pri nas ni mogoče. Torej vedno in vselej morajo oškodovanec dokazovati zdravniško napako. Tako razlaga odvetnik z dolgoletnimi izkušnjami pri dokazovanju zdravniških napak. A za moža umrle pacientke odškodnina ni bil razlog, da je zahteval strokovni nadzor. Moj namen to ni, to bi v začetku se lahko že odločil tudi za to, če bi želel in se tudi bodoče, v bistvu ni moj cilj to, če bi tudi prišlo do odškodnine, da bo tak poravnava potem sklenjena. V končni fazi bom v celoti dal v dobrodelne namene ta znesek. Podobni primeri se pri nas le redko končajo s sodbo, saj se oškodovanci z bolnišnicami in njihovimi zavarovalnicami zaradi skrajšanja postopkov običajno poravnajo. Je pa seveda vedno in vselej, kadar se takšna poravnava zapiše, zahteva tožene stranke, da se poravnava šteje kot tajna. Torej, nihče ne sme javno seznanjati z izidom poravnave. A mož umrle pacientke si želi, da bi se o zdravniških napakah, ki so privedle do smrti njegove žene, vendarle govorilo tudi javno. Želja moja je, da dejansko tudi vse te stvari javno objavim na nek način, ampak ne za tem ciljem, da bi dejansko diskreditiral eno ali drugo bolnišnično ustanovo ali pa posameznega zdravnika, ampak z tega vidika, da tudi drugi pacienti oziroma v teh primerih, da se nekaj naučimo iz tega vsi skupaj. Iz Ptujske in mariborske bolnišnice nam do zaključka priprave prispevka niso odgovorili na naše vprašanja. Strokovna komisija zdravniške zbornice je vpletenim zdravnikom sicer naložila več ukrepov, med drugim dodatno usposabljanje in delo pod nadzorom mentorja. V tokratni oddaji Minute za zdravje smo se z gostom, farmacevtom Bojanom Madjarjem, pogovarjali o storitvi brezšivna skrb in osebni kartici zdravil. Naš gost je predstavil, kaj vse kartica vsebuje, komu je namenjena, kako si jo priskrbeti in še kaj. Poglejmo kratek izsek, celotni pogovor pa si oglejte v oddaji Minute za zdravje, ki bo na našem programu takoj za Pomurskim dnevnikom. Prej ste rekli, ja, težko si je predstavljati zdaj osebna kartica zdravil, če pa je vendarle na papirju vse skupaj, to zgleda nekako tako. Komu je pa pravzaprav namenjeno to? Ja, osebna kartica zdravil je namenjena praktično vsakomur, ki uporablja zdravila, pa ne samo določen čas, ampak trajno. Mi govorimo o tako imenovani kronični terapiji za te tako imenovane kronične nenalezljive bolezni. Vse to pa vemo, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in tako dalje.
S tem, da seveda osebno kartico zdravil smo načeloma v lekarnah izdelovali lahko že vrsto let. Je pa novost v tem, ko ste omenili brezšilno skrb, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje omogočil določenim skupinam pacientom, da se jim to izdela, pripravi v okviru njihove pravice, njihovega zavarovanja. Se pravi, da je to potem za pacienta brezplačna zavarovalnica, pač krije osnovno zavarovanje, izdelavo krije. Seveda so pa potem tu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot plačnik je pač omejil oziroma opredelil določene ciljne skupine, ki jim to pripada. V prvi vrsti so to ljudje, predvsem, ki imajo več zdravil. Oni so dejali, da praktično vsakemu, ki ima vsaj 10 zdravil ali več, to pripada, ne glede na karkoli drugega. Potem druga skupina so ljudje, pacienti, ki uporabljajo hkrati vsaj 5 zdravil, ampak ti morajo imeti hkrati še nek dodaten dejavnik, kriterij. To je, da so lahko bili v preteklosti pogosto hospitalizirani ali pa so jim zdravniki pogosto menjali terapijo. Tudi, če zaznajo kakšne neželene učinke zdravil, recimo, ali pa če enostavno imajo v svojem asortimaju zdravil tista, ki predstavljajo nekako večje tveganje. Vladna pogajalska skupina je predstavnikom sindikatov upravnih enot prejšnji teden posredovala predlog za razrešitev stavkovnih zahtev, ki pa so ga slednji zavrnili. Danes tako stavkajo na 54 upravnih enotah. Stavka jih torej več kot v januarju. Stavko pa nameravajo nadaljevati vsako sredo oziroma toliko časa, dokler zahteve ne bodo izpolnjene. Na ministrstvu poudarjajo, da stavko obžalujejo. V Sloveniji je skupno 58 upravnih enot. Danes pa jih stavka več kot v januarju, ko se je stavki pridružilo 41 upravnih enot. Na stavko se je danes odzval tudi minister za javno upravo. Mi se zavedamo, da so upravne enote tiste ključne, ki so v bistvu prvi stik državljanov z državo in vemo, da je potrebno pač zagotoviti to, da imajo zaposleni primerne pogoje za delo in da seveda so, bom rekel, ustrezno plačani za svoje delo in samo zadovoljni zaposleni so učinkoviti pri delu in tudi potem lahko pričakujemo državljani, da bomo dobili na strani teh zaposlenih ustrezne storitve. In ravno to, kot dodaja Props, skušajo v tem obdobju, ko potekajo dogovori in pogovori, dosegati. Vlada se je v letošnjem letu vsaj 3-krat sestala s predstavniki sindikatov. Glede napovedi stavke ob sredah pa minister pravi, da bodo skušali čim prej odpraviti razloge, ki do tega vodijo. Na ministrstvu so v letu 2023-2024 povečali kadrovski načrt, omogočili smo, da popolnijo delovna mesta načelniki upravnih enot brez soglasja Ministrstva za javno upravo. Seveda smo tudi poskrbeli za to, da je bilo v tistih najbolj obremenjenih delih na področju predvsem tujcev in zajema upravnih zadev, tam, kjer so bili največji zaostanki, vključeno oziroma prenešeno tudi na soglasju z upravnimi enotami na nekatere druge upravne enote in tukaj je tudi Ministrstvo za javno upravo z svojimi zaposlenimi prevzelo del nalog. Minister je v odzivu dejal, da so bili tudi zaposleni na upravnih enotah deležni uskladitve plač v 2024. V teh dneh pa bo vsem zaposlenim izplačan tudi predčasni regres. Ministrstvo vsem obžaluje odločitev za stavko, kajti po besedah Propsa je bilo izpeljanih veliko aktivnosti. Po moji oceni se te stvari lahko rešile tudi po drugi poti in zagotovo stavkovna aktivnost znotraj dogovarjanja ne olajša, mogoče kvečjem lahko oteži take dogovore. Mislim, da je ministrstvo z veliko mero pozornosti in pa seveda zelo odgovorno pristopilo k temu, kako tudi težave, ki jih imamo na upravnih enotah in jih ne zanikamo, reševati. Za konec pa še poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje.
Današnji dan je bil pretežno jasen. V Lendavi smo opoldne namerili 14, Radencih in Krajinskem parku Goričko 13, v Murski Soboti pa je bilo 12 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, sprva bo nekaj več oblačnosti v vzhodnih, popoldne pa v zahodnih krajih Slovenije. V zahodnih in osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 1 do 3, podnevi od 14 do 17 stopinj. V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo, ponekod bo pihal jugozahodnik, še nekoliko topleje bo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 7, čez dan od 16 do 18 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in do jutri, lep pozdrav.